Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik predstavlja novo mobilno aplikacijo Klicni center za osebe z okvaro sluha. Ta razširja storitve klicnega centra tudi na mobilne telefone in prinaša moderno ter enostavno dostopno platformo, ki poleg drugih načinov omogoča tudi komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku preko videoklica neposredno s telefona. Uporabniki lahko preko nje na preprost način vzpostavijo videoklic s tolmačem, sodelujejo v spletnem klepetu s tolmačem ali pa uporabijo že znane kanale, kot so SMS in e-pošta. Zdaj pa poglejmo postopek namestitve in uporabo mobilne aplikacije. Aplikacija je brezplačno na voljo na platformah iOS in Android. V iskalno polje vpišite Tolmači. Izberite Klicni center tolmači.si ter kliknite gumb Namesti. Zdaj pa odprite aplikacijo. Če ste storitev klicnega centra že prej uporabljali, izberite gumb Prijava. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo. To je potrebno samo ob prvi uporabi. Če ste pozabili svoje uporabniško ime, napišite SMS na številko klicnega centra 031 777 600 in vam ga bodo sporočili. Če ste pozabili svoje geslo, kliknite na gumb Ponastavite geslo in določite novega. Če do sedaj še niste uporabljali klicnega centra, kliknite na gumb Naprej. Vpišite svoje podatke in oddajte obrazec. Počakajte, da tolmači preverijo in potrdijo vašo registracijo. Ko bo potrjena, boste dobili SMS sporočilo. Pred prvo uporabo vas bo aplikacija pozvala, da dovolite potisna sporočila. Pomembno je, da to dovolite. Kliknite na videoklic in počakajte, da se tolmač javi. Morda to ne bo takoj. Če boste morali malo počakati, vas bo telefon obvestil, ko bo tolmač pripravljen na videoklepet. Pred prvim videoklicem vas bo aplikacija pozvala, da ji dovolite uporabo kamere in mikrofona. Pomembno je, da ji to dovolite. Kliknite na pogovor po spletu in napišite, kar želite. Tolmač vam bo odgovoril, ko bo prost. Če želite, lahko pošljete tudi kakšno fotografijo. Klepet. Tako izgleda klepet. E-pošta. Kot doslej lahko tudi v prihodnje s klicnim centrom komunicirate tudi preko e-pošte. Za komunikacijo preko e-pošte ne potrebujete aplikacije. Če v aplikaciji izberete povezavo e-pošta, vas bo ta usmerila v elektronsko pošto, ki jo uporabljate na telefonu. Preko e-pošte pa ne morejo sprejemati fotografij. SMS. Kot doslej lahko tudi v prihodnje s klicnim centrom komunicirate tudi preko SMS-a. Za to komunikacijo ne potrebujete aplikacije. Če pa boste v aplikaciji kljub temu izbrali SMS, vas bo ta usmerila k SMS-om na vašem telefonu. Preko SMS-a ne morejo sprejemati fotografij. Za uporabnike, ki nove aplikacije ne želijo uporabljati, je klicni center še naprej na voljo preko SMS sporočil in elektronske pošte.